Moram reči, da je bilo kar težko za nas vnukice, ko smo izvedeli za to diagnozo babice, saj je družina bila res v šoku, krču in smo se mogli s to situacijo prvo spoznati. Vse nas je šokirala ta diagnoza, noben ni pričakoval, normalno, saj to je taka zahrbtna bolezen, ampak smo nekako sprejeli to, mogli smo, pozitivni smo, tudi ona je, pomembno je, da smo pač okoli nje sami pozitivni, drugače v tem primeru je tudi ona slaba, tako da brez tega, mislim, če ne sprejmeš, težko greš naprej, ne. Pri nas je vedno bilo to zelo, ni bila to tabu tema, smo se pogovarjali, smo šli skozi stvari, zakaj bi do tega prišlo, potem tudi, kako je babica to doživljala, tako da mislim, da je bila to za nas res ena poučna stvar, saj smo same vnukice se naučile, kako bi v primeru, da se to Bog ne daj zgodi, odreagiraš, kako se moraš sam sebe poznati, da vedeti, da se kaj začenja s svojim telesom spreminjati in podobno. Na začetku smo bili vsi ful šokirani, pa nismo vedeli, kako se obnašati pa to, ampak pol smo se začeli o tem pogovarjati, ker drugače ne gre. Smo se začeli pogovarjati zato, da je bilo tudi njej lažje, kako se soočati s kemoterapijami, kako, da ji pač stati ob strani, a ne, tako da se pogovarjamo o tem, ja, tudi ona se pač boljše počuti, ko vidi, da ima pač nas ob strani. Zelo velika vloga športa, saj so tukaj mediji, so tukaj razne tekme, razni pogovori z ljudmi, s katerimi lahko mi kar pomagamo, kot smo lahko tudi videli, kako je šport pripomogel in celotna Slovenija v primeru malega fantka Krisa, zato mislim, da ja, da je šport zelo pomemben, tako da moramo samo nadaljevati s tem obveščanjem. Zato, ker smo v bistvu malo v ospredju in nas ljudje poslušajo, kakorkoli se lahko po nas ozirajo, tako da jaz bi vse naprošala k tem, da se preverjajo, samo pregledujejo preventivno, izvajajo te preglede vsaj enkrat na leto, če ne večkrat, oziroma če kaj opazijo, zato ker s tem lahko veliko preprečaš, a ne. Pol je enkrat že prepozno.